ko pride nov dan za avtomobil. Gumb za zagon motorja mamljivo privlači. Cesta pa ta čas že čaka. Nov dan, nova zgodba. Tokrat se nam je v avtomobilu pridružil prav poseben gost, in sicer eden najbolj uspešnih slovenskih glasbenikov, ki je imel že od otroštva avtomobile in vožnjo zelo rad. Jaz sem se vozil z avtobusom in sem se vedno usedel blizu šoferja, da sem videl, kako on to mena, pa kaj dela. Pa še v avtobusu je bilo bolj vidno vse, kot v avtu. Tako da je moja navezanost, da ne rečem ljubezen, na avtomobile zelo dolga. Recimo 75 let. Kakšne avtomobile pa imate najraje? Jaz imam rad avto, ki je kakor udoben, ampak da ima pa športno srce. Moram reči, iskreno, da tisto, kar sem si želel, se mi ni uresničilo. Želel si je Porscheja, pa zanj nikoli ni bilo dovolj denarja. Prvi avtomobil, DKV-ja, si je nekoč delil kar s člani kvarteta. Naslednji avto, ki sem kupil, je bila pa tak vesele. Sem kupil pa Morisa 1100. In to je prvič bil en avto, ki se fajn počutil, širok, v vinkih, bilo kot je treba vse. Tako da to je meni bilo, zato sem pol čez par let tudi Minija kupil in sem užival v Miniju. Lado Leskovar je bil v marsičem človek navdiha. Čeprav je izšolan pomorščak, se je raje posvetil glasbi in celo filmu. Tudi prve izkušnje za volanom je nabiral na zelo spontan način. Je bil en harmonikar, s katerim sem v Piranu, ko sem bil v pomorski šoli, deloval dol. In je rekel, Lado, a znaš voziti? Jaz sem se zlagostil, rekel, ja. Prav, jaz sem zmatran, daj greva do Ljubljane. In sem pelil do Ljubljane iz Pirana, brez česarkoli. Mulc, možna sled. To je rekord verjetno. Z Bovcev sem šel 34krat Beograd, Ljubljana pa nazaj. Ker ni bilo drugega. Čisto nekaj normalnega verjetno, ne? Danes bi bila to cela avantura, da bi šli. Ja, ne pa sej tudi takrat, jaz sem pelil, pa se moral propaziti, kako bom prehitil kakšen kamion, ne? Ker je tam bilo pač. Pa se je pa avto pregrel, jaz sem takrat še kadil, sem zapeljal k kraj, prižgal cigareto, mogoče 2, pa se je spet ohladil, malo pa smo šli naprej. Bil je sovoznik v reliju, Srbu Bati Nadžu, in dolge vožnje ga nikoli niso zares motile. Z njimi se je preprosto sprijaznil. Enako je bilo tudi takrat, ko se je Stoenko odpravil na turnejo po takratni Sovjetski zvezi. Koliko časa ste se pa peljali s Stoenko do Sovjetske zveze? Kam ste šli, v Moskvo ali še naprej, kam? Ne, jaz sem šel direktno Beograd-Leningrad, 3600 kilometrov. In to sem v 3 dnevih vse naredil, pri njihovih cestah, ker niso pri bejah, predvsem. Ampak jaz sem si to špogal, kaj? Tako kot, vsi pravijo, ti svosu se peleš do Niša brez pauze. Kaj vam recimo danes pomeni avtomobil kot vožnja, kot neka svoboda, neka možnost malo pač iti na izlet, se malo mogoče zapeljati? Avto je v vsakem primeru večja svoboda kot karkoli drugega. Zato, ker greš, kadar češ, prideš, kamor češ, ustaviš se, kjer češ in za koliko časa češ. Tako da jaz najraje potujem z avtom. Med najbolj zanimive izkušnje je spadala vloga v filmu Isadora, kjer se je usedel za volan Bugattija in z njim na snemanju vozil igralko Vanessa Redgrave. To je avto iz leta 23, 6000 kubikov, 160 na uro je šel takrat. Najhitreji avto je bil, absolutno. In sem užival neizmerno. Alpin je po zasnovi podobna Porscheju, kakršnega si je Lado vedno želel. Dvosedežni športnik s sredinsko postavljenim motorjem in pogonom na zadnji kolesi. Zdi se kot francoski Porsche. Prva generacija je celo sovpadala z Ladovim prvim izdanim albumom. Vse teh vaših avtomobilov, je kater tak, da recimo vam pa še posebej ostal v nekem spominu, pa da bi recimo ga izbrali za svojega najlepšega, da vam največ pomeni? Jaz zelo nerad dajem ocene najlepši, najboljši. To je glih tako, kot v glasbi. Jaz pravim, ali mi je všeč nekaj ali ne, da bi pa ocenjeval dober, slab,
se v to ne spuščam, ker dejstvo je, nekaj mi je lahko všeč, pa sploh ni dobro, ne. Kaj pa glasba v avtomobilu? A ste se recimo ste radi recimo poslušali glasbo v avtu? Včasih sem se učil kakšne stvari med tem, ko sem vozil, ki se je bilo treba besedilo naučiti ali karkoli. Drugače pa jaz sem spet tisti, če hočem glasbo res doživeti in prav, pol jo poslušam doma. Na te prave zvočnike, dovolj glasno, ker muziko je treba le majčkeno bolj glasno poslušati, zato da vse pride do tebe. Tudi avtomobil mora priti blizu voznika. Najlažje na cesti, kjer mu ta s svojimi ovinki ponudi pravo kuliso za pripoved. Podobno ritmično, edinstveno in čustveno kot glasba. Je zato avtomobil lahko tudi umetnina? Se mi zdi, da je umetnost dobro znati voziti športni avto. Mislim, da je umetnost, če se ta avto naredi tak, da je lep in praktičen. Odvisno od človeka, za nekoga je tehnološko vse, za nekoga je pa vse lahko tudi umetnost.